Spoštovani gospod minister, spoštovani sponzorji in donatorji, cenjeni novinarji in sodelavci, dobrodošli v NUK. Z nami so tudi nekoliko nenavadna bitja, ki bi jih lahko označili z besedami. Čudno, čudežno, čudovito. Vse to hkrati na polju naravoslovne znanosti 16. in 17. stoletja. Sem Karmen Štular-Sotošek in z današnjimi gosti bom delila mozaik zgodb, ki se je v 4 stoletjih stkal okoli dragocene knjige, naravoslovne enciklopedije, ki osredinja današnji dogodek. 1642 v Bologni izide slavno delo Ulisa Aldrovandija, ki ga nekateri kasnejši znanstveniki štejejo za očeta naravoslovnih znanosti. 13 let kasneje, 1655, en izvod te prve izdaje pride v Ljubljano in dobi lastniški vpis in ex libris takratnega kranjskega deželnega glavarja grofa Auersperga. Konec 19. stoletja. Po potresu v Ljubljani tole knjigo skupaj še z ostalimi deli iz knjižnice Auersperg odpeljejo najprej v Zgornjo Avstrijo, potem pa v Južno Ameriko. Stoletje kasneje, 1982-1983 približno, se ta knjiga pojavi v Londonu na dražbah, kjer je tudi večkrat prodana zasebnim zbirateljem. 2017, spomladi letos, v NUK-u odkrijemo, da je knjiga zopet na trgu in sicer na spletni strani antikvariata Sokol Books iz Londona. Nemudoma jo rezerviramo, pripravimo poslovni načrt njenega pridobivanja. 6 mesecev kasneje se knjiga vrne v Slovenijo. Knjiga postane last NUK in najpomembnejše, knjiga je tako na voljo javnosti za nova raziskovanja in odkrivanja naše skupne dediščine. Nakup knjige in njeno vrnitev v Slovenijo so omogočili pokrovitelj, Ministrstvo za kulturo, zlati sponzor, Petrol Ljubljana, sponzor Krka Novo mesto in donatorji, Mladinska knjiga založba, A-banka, Vod Celje, Kreja, Princis, Špica International, SNT Slovenija, Use Software, Mikrografija, Adakta, Mikej, Mikrokrop, informacijski inženiring in storitve, Collegium Graphicum, Forscom Božo Berlič, H, Elpra, Valina in Tax Finlex. Gospod Anton Peršak, minister za kulturo, beseda je vaša, prosim. Spoštovana direktorica, spoštovani predstavniki sponzorjev, brez katerih bi težko se ta pridobitev uresničila, ali če bi se sploh, spoštovani predstavniki medijev. Meni je bilo napisano, da bi ne govoril o bogati kulturni dediščini, pa verjetno o pomenu in bogastvu kulturne dediščine v Sloveniji sploh in še posebej tudi v Narodni univerzitetni knjižnici ni smiselno veliko govoriti, zaradi tega, ker se o tem vedno znova lahko prepričamo in tudi v zadnjih nekaj letih smo se o tem prepričali, če govorimo o pisni kulturni dediščini, tudi na nekaj razstavah v NUK-u v zadnjem času, kjer so bile predstavljene nekatere publikacije, mislim, knjige originalne, se pravi prvi napisi
iz časa protestantizma in tako naprej, ki pričajo o tem bogatstvu, s kolikšnim Nuk razpolaga. Ob tej pridobitvi, ki jo Nuk predstavlja danes, bi mogoče rekel nekaj, kar seveda govorim kot laik, glede na to, da nisem ne zgodovinar, ne kulturni zgodovinar, ampak vendar, ta knjiga, prav ta izvod, ki je bil zdaj pridobljen, po mojem laičnem mnenju na enega najboljših možnih načinov pravzaprav priča o tem, kako se je človeško vedenje oblikovalo, kako je prišlo do tega, kar danes razumemo kot tudi oblike vedenja ali pa discipline, nekako delimo na različne od naravoslovnih znanosti, humanističnih znanosti in tako naprej. Ker ta knjiga, kot je tisti, ki ste jo že pogledali, samo te prve odprte strani ali pa prebrali, v njej pravzaprav združuje tisti poglavitni način oblikovanja človeškega vedenja v svetu, se pravi mitologijo in razlage pojavov, ki jih je pač človek oblikoval v začetkih civilizacije, ko si je poskušal razložiti svet, in prehod v to, kar danes razumemo kot znanost, ki naj bi bila objektivna, ki naj ne bi zapadala v kakršnekoli mistifikacije, domneve, nepotrjene in tako naprej. Ravno s tem, ko knjiga po eni strani opisuje in tudi z temi lesorezi prikazuje bitja, ki so stvarna, ki so dejanska, po drugi strani pa na nek enakovreden način pravzaprav prikazuje tudi popolnoma bajeslovna v naravi obstoječa bitja, razen pač spačkov, ki se po raznih iglicah genov pravzaprav pride do njih, kaže, kot pravim, ta prehod, zaradi katerega avtorja tudi, kot smo že slišali, razumejo nekateri zgodovinarji kulture, znanosti in tako naprej kot začetnika ali pa enega od pomembnih začetnikov naravoslovja v tem današnjem pomenu besede. Tudi zato je seveda ta knjiga tako pomembna in tudi zato je tako pomembno, da se je vrnila, kot je napisano v gradivu, ki smo ga dobili tako rekoč v svoj prvotni dom, čeprav je ta dom danes drugačna in druga zgradba od tiste, v kateri je bila nekoč. In Nuku seveda čestitam za to pridobitev, ki nekako kompletira celoto in ta člen, ki je manjkal, je prav, se mi zdi, prav z tega vidika, v katerem sem pač kot laik spregovoril, toliko bolj pomembna. Hvala za pozornost in še enkrat čestitam. Verjetno se sprašujete, koliko je stala ta dragocena knjiga. Izklicna cena je bila $22,507 ameriških dolarjev. Uspeli smo jo znižati za 10% in se dogovoriti, da stroške poštnine in predvsem visoke stroške zavarovalnine nosi prodajalec. Tako da končni znesek €18,023. Morda vsakomur to ne predstavlja velike vsote, vendar v Nuku smo na letni ravni najprej zavezani k uresničevanju letnega programa, zato je pridobitev 400 let stare knjige za nas predstavljal izredni nakup. Gospa Martina Rozman Salobir, ravnateljica Nuk, prosim,
lahko kar eno vprašanje. In sicer, kako lahko sodobni kulturni menedžment izpelje neke presežne zgodbe, prestižne nakupe v našem primeru? Hvala lepa, najprej prijazen pozdrav tudi z moje strani, gospod minister, predstavniki sponzorjev in donatorjev, novinarji, vsi prijatelji Luka. Moj odgovor je, tako kot običajno, sodelovanje. Uspeh pride, kadar okoli pravih ciljev zberemo prave ljudi. Najprej so tu sodelavci in sodelavke iz Narodne in univerzitetne knjižnice z bogatim znanjem in poglobljenim poznavanjem zbirk, za katere skrbijo. Na osnovi tega bogatega znanja lahko seveda tudi zanesljivo presojajo, katero gradivo, ki se pojavi na trgu, je za našo zbirko še posebej dragoceno. Knjiga, ki se s tem vrača v Slovenijo, je dragocena iz vrste različnih razlogov. Najprej je dragocena in pomembna sama po sebi kot spomenik duha časa, kot menik v razvoju znanosti zaradi svoje bogate grafične opreme. Izjemno je pomembna za našo zbirko, ker predstavlja manjkajoči člen k 5 knjigam, enciklopedijam istega avtorja, ki jih že imamo v naši zbirki.